Jasmina Mihelj, 32-letna gluha Primorka, je v življenju premagala že številne izzive. Z vztrajnostjo, močjo in odločnostjo je lahko zgled marsikomu. V nadaljevanju bomo spoznali, kako se je spopadala z izzivi gluhote, ter kako ji je uspelo najti svojo pot in preseči ovire, ki jih je življenje postavljalo pred njo. Ko sem bila stara 9 mesecev, sem imela 3-krat vnetje ušes, tako da sem izgubila oba sluha. In od takrat pa sem dobila 2 savhnena aparata in sem hodila po potrošno šolo za poslušanja in govora. Ko sem imela 2 aparata, je bilo malo težko, ker sem slabo slišala. Nisem slišala avtomobilov, nisem slišala vode, nisem slišala, ko so me klicali, je bilo malo hudo. Ko sem bila stara 8 let, sem šla na operacijo za implant. Od takrat pa je bilo tudi boljše, sem zajokala od veselja, ker sem slišala avte, vodo, v kotu slišala ptičke, burjo sem slišala vse. Ko sem hodila v srednjo šolo, sem spoznala še druge gluhe prijatelje v povezavi s Društvom gluhih in naglušnih Severne Primorske. In tako sem spoznala še širše gluhe in se počasi začela še kretati. Po končani osnovni šoli je šolanje uspešno zaključila tudi na srednji biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici, kjer je pridobila poklic slaščičarke. Kretnja Jasmina je nastala zato, ker ima svojo pisarno nemških ovčarjev. Veliko se je izobraževala na področju vzgoje psov, poglejmo pa, od kje izvira njena strast do tega dela.
ko so bili še mladički. Zdaj imam doma 9 odraslih psov. Šolala sem tudi za makreko, za pse, da mi je bila zelo posebna izkušnja, zanimiva. In želim, da bi tudi Gluhi začeli hoditi v šolo za pse, učili do leta. Ženske v vlogi gluhe mame se pogosto srečujejo s številnimi izzivi in skrbmi, a jih pogumno premagujejo. Ko sem hodila čakovanje, nisem vedela, kako mi bo šlo zaradi moje gluhote, kako bom spala, ker spim gluha. In potem sem se naučila pri enem tetu in je šlo. Tako da ponoči vedno snamem aparat dol. Moj brat Urban me vedno zbudi, ustanem in nahranim hčerko. Na začetku je govorila malo prehitro in velikokrat sem jo opozarjala, da naj počasi govori. In od takrat se je naučila, da mora se malo pogovarjati počasi, da jo lažje razumem. Roza. Roza, svetlo ali temno? Ker je zelo lepa svetla barva. Tudi flamingo te. Imaš rada? Je. Se objenčkamo. Na 12. marec praznujemo slovenski praznik ljubezni. Pravimo mu ptički se ženijo oziroma Gregorjevo. Pravijo, da je ljubezen med gluhim in slišečim lahko težavna, saj sporazumevanje pogosto povzroča zaplete. Midva sva se spoznala preko spleta in sva se dogovorila za srečanje. Tako da sva se dopisovala 2 meseca in pol. Potem sva se dogovorila za srečanje. Preden sva se srečala, sem imela strah in žična tema, da sem mu povedala, da sem gluha, ker nisem vedela, kako bo to sprejel. Ko sva si pisala, mi ni delovalo, da bi bilo kaj narobe z njo ali pa da bi bila gluha, ker pisala normalno kot vsaka druga punca. In tudi pol, ko je povedala, da je dejansko gluha, pa mi je obrazložila situacijo, da se vseeno lahko pogovarja v živo, sam pač moram se malo prilagoditi, pa malo bolj počasi govoriti. Mi ni bil neki problem, tudi ne bi rekel, da mi je bil neki izziv, jaz sem jo sprejel tako, ko je. Ko že tako po sporočila sodeč mi je strašno ljubka in prisrčna delovala in mi ni bila to neka ovira, ker je gluha. Največja taka razlika med slišečimi pa gluhimi mi je tako najbolj opazil. Gluhi ful slabo razumejo sarkazem. Sarkazem slabo razumejo, ker tudi če jaz kaj v hecu rečem, ona misli, da je to to. Pa tudi taka ful razlika bistvena je, da v tako družbi se ne moreš z vsemi naenkrat pogovarjati. Se moraš z vsako osebo se moraš posebej gledati v obraz, vsakemu se moraš posebej posvetiti in ni tako pri nam, ko se lahko vsi poprek pogovarjajo in vsi takoj vejo, za kaj se gre. Gluhi, sem opazil, imajo neke znake za določene osebe. Zdaj, na primer, za Jasmino jo kličejo Jasmina, ker se ukvarja s psi. In me je ona vprašala, kakšno ime bi si jaz sebi dal. In jaz sem včasih treniral judo in tam tudi treniraš, pa na moči delaš in jaz sem pokazal, da bi, ker ima mišice, bi lahko bil Urban. In potem se mi je fejst začela smejati, ker dejansko to tudi nekaj drugega pomeni. Jaz, ko sem zvedel, da je noseča, sem bil kar posrečen, ker tako nekako že, ko sva se spoznala, sva si povedala, da imava oba rada otroke, da bi jih tudi rada imela in nekako sem bil vesel, ko je prišlo tako daleč.
Tudi jaz sem bila zelo vesela, ko sem videla novico. In pri porodu je tudi, po mojem, bilo malo bolj nerodna zadeva. Ona, ko je rojevala, sem jaz bil poleg. In pri porodu je bila pod mukami, je težko gledala in aparat je skozi padel dol z ušesa. In sem jaz bil poleg, da sem ji popravila aparat in da sem ji jaz govoril počasi, kaj je zdravnik govoril, ko je poznala moje poteze obraza in je lažje zastopila. Ne morem si niti predstavljati, kako bi rojevala, če ne bi bilo mene poleg, da bi ji malo pomagal obrazložiti, kaj mora storiti pri porodu. Jasmina se je v mladih letih spopadala s prekomerno težo. Tudi njen Urban je imel svojo pot izgubljanja telesne teže. Udeležil se je realističnega šova Življenje na tehtnici, ki se je predvajal na programu Planet TV. Po njuni poti se jima je življenje spremenilo v pozitivni luči, saj sta pridobila več energije, samozavesti in boljše zdravje. Moja največja motivacija je bila, da bi se veliko časa ukvarjala s hčerko in da bi kot družina počeli kaj več dejavnosti. Bili malo bolj aktivni. Aktivni, ja. Tudi dokler nisem shujšal, sem tudi bil ful taki len, nič se mi ni dalo, nisem imel energije. Iz službe sem prišel domov in sem se že mogel dol vleči. In to je bilo vse povezano s tem, ker sem bil pretežek. In tudi sem imel zdravstvene težave, kolena, ledvica, veliko stvari sem imel, ko so bile vse povezane nekako z prekomerno težo. In isto sem hotel nuditi boljšo kvaliteto življenja in njej in svojih hčerki, zato mi je bila to največja motivacija, da sem shujšal. Jaz sem že nekaj časa že prej razmišljal, da bi nekako začel hujšati. Tudi sem že sam začel nekaj, tudi zaradi tega, ker sem imel neke težave z želodcem, sem sam od sebe začel rahlo izgubljati težo. In nekako je pa potem on tudi zasledila za šov, da bi me prijavila šov v hujšanju. In ker sem jaz sem zmeraj za akcijo, sem rekel, dobro, prijavi me, pa bomo videli, kaj bo. Ampak prvo sem mislil, da saj ti me kar prijavi, tako me ne bojo izbrali. Ko sem izvedela, da so njega izbrali za ta šov, sem bila presenečena, vesela, da bo lahko vsaj nekaj naredil iz sebe. Pa da se me malo znebi. V šovu sem bil dobra 2 meseca in je bila čudovita izkušnja. Ful veliko smo se naučili in o zdravi prehrani, o treningah, o športnih aktivnostih in tudi ful veliko sem izvedel pa ugotovil o samem sebi. Kaj mi manjka, česa mi je prej v življenju manjkalo in tudi določene stvari, ko so mi prej bile samoumevne, sem jih začel veliko bolj ceniti. Meni je bilo zelo težko, ker sem tudi v tem času spoznala, da ne more brez njega. Preden sem šel v šov, nekako nisem bil nezadovoljen sam s sabo, svojim telesom, s svojim razmišljanjem. Dobesedno sem bil skregan sam s sabo. In bolj posledično, če si skregan sam s sabo, se pa tudi kregaš z drugimi. In v tistem šovu mi je nekako tudi pomagal, da sem nekako se sprijaznil, kakšen sem in na kak način se lahko izboljšam. In tam sem se tudi izboljšal. Da si sprejel samega sebe. Sem sprejel tudi samega sebe. Za vikende smo pa ponavadi gremo na kakšne sprehode. Prej smo šli mogoče 3-krat, 4-krat na leto na sprehod, na izlet, zdaj bolj ali manj gremo vsak vikend. Gremo v hribe, na sprehode, kamorkoli.
V finalni oddaji šova Življenje na tehtnici smo bili priča zaroki Jasmine in Urbana, ki so jo gledalci lahko spremljali preko televizijskih ekranov ali v živo. Zaupala sta nam, kako sta doživela to posebno izkušnjo. V tistem celem času, ko smo skupaj z Jasmino, je že večkrat omenila, da bi rada imela neko tako posebno zaroko, da bi se ful rada poročila in da zaroka ne bi bila neka dolgočasna, tako med 4 stenami, da bi bila nekaj posebnega. In zdaj ta čas, ko sem bil v šovu, sem imel veliko časa razmišljati. In sem si tudi videl, da po mojem boljše take priložnosti, ko bi bila ta, da bi pred celo Slovenijo lahko razkril mojo ljubezen do nje, se ne bi še enkrat ponudila. In sem rekel, da zdaj moram zagrabiti to priložnost. Jaz nisem vedela nič, samo na dan finala, ko sva šla skupaj na podi, na finalno oddajo, sem videla, da je bil zelo všečen, ampak sigurno je všečen zadnji finale, vse na splošno snemanja, ko bo tehtanja, vse bo vse v redu. In potem, ko smo prišli tja, ko me je poklical na oder, potem sem jaz pričakovala samo to, ker sem bila za nagrado Sežane z domačimi, sem mislila, da bo govorila o tem, ampak ne, me je zaprosil šok. Za v prihodnosti sam želim, da bi bilo čim manj nekega kreganja med nami, da bi se čudovito zastopila, tako se do zdaj, in da bi samo boljše ratalo, da ne bi šla nazaj, kot smo bila prej, preden smo se midva malo psihično in telesno izboljšala, in da bi se imela rada. In da bi se več imela družinsko aktivnost. Tako je, da čim več nekaj skupaj delamo. Tako. Ona je gluha, ne? Ampak to nikoli ni bila ovira. In tudi, če bi kdo rekel, da je ovira, se moti. Če ne vsaj poskusiš in vidiš, kako je, da se da, samo pač malo se moraš prilagoditi. Zdaj, jaz sem skoraj izgubil svoj štajerski naglas, ker se moram truditi, da moram razločno in slovensko govoriti pristno, da me razume. In to ni bila neka velika stvar plačati zdaj za to, da me ona razume, da se lahko sporazumevamo. Drugače čudovita izkušnja tudi z gluho osebo, da se skupaj. Jasmina in Urban sta dokaz, da se z razumevanjem in ljubeznijo da premagati čisto vse ovire. Želimo jima srečen zakon ter veliko veselih in aktivnih trenutkov.